The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. A to delajo kamere? Kamere delajo. Bam, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra. Kakor vidite, nova postavitev, tako da mogoče deluje malo bolj kolesarsko vse skupaj, ker na prejšnjemu je bilo tako. No, zdaj pa je malo drugač, tudi bolj odprt je prostor, tako da vsi, ko te prišli noter, se mi zdi, da je malo bolj tak, da diha bolj, ker prej je bilo vse, ne vem, klaster in to pač meni ni najbolj všeč. Tako da, evo, ta teden začetek Gira, se je že pohno stvari zgodil, mi smo imeli za vikend tudi še velo izlet, konc je Vuelte za ženske, pa je še ne par stvari, ki jih bova s Petra pokomentirala, ker vem, da imamo kontrastališča, tako da bo itak za vas ful zanimiv. Tako da nič, greva kar začeti. Jaz bi se najprej zahvalil vsem, ki ste že naročili majico. Najdu nas je poleg Slovencev pa kakšne klej iz okolice naših držav. Nas je najdu še en Finc, ki nimam pojma, kje nas je najdu. Tako da, ja, vsi, ki ste gledali zadnji vlog, ful hvala še za to, če imate karkoli za pokomentirati. Sestavili smo res polno enih lepih bajkov, Mirsad jih je sestavil iz velobara in ja, pač vsem, ki ste prevzeli kolesa, eni ste mi že pisali, koliko ste zadovoljni, tako da evo, ful rad preberam take message, pol logično, ki so pozitivni. Tako da pa še tudi ene par vas je bilo, ki sem v zadnjih 3-4 dneh dobil orang pozitivne komentarje na Asosove hlače, tako da tudi še zato hvala vsem, ki delite pač neke informacije. Če se komu da, lahko napiše še Google review, to nam pa še najbolj pomaga. Evo, tako da greja kar začeti. Najprej Giro, ki je najbolj na udaru. No, najprej bom jaz povedala, da Anže je očitno eden tistih ljudi, ki skozi prestavlja po prostoru, ker on odkar je na tej lokaciji že ne 5-krat spremenil prostor, sicer meni je to všeč, ker je meni tudi tako, da je vsakič nekaj novega, ampak tako da prej je bilo lepo, zdaj je lepo, sam pač Anže je tak tip, to je prva stvar. Druga stvar, ja, ta njegov zadnji vlog si morate pa nujno pogledati. Kolesa so itak krasna, pa super, ampak sploh zadnji insert, ti morate sploh pogledati. Anžeta brez majice, to mislim, pa da se na te ustrašili, da bo ture pokazal, ker jih ne bo, ampak skor pa jih, no, tako da to morate gledati, ta zadnji vlog. Jaz sem se skor polulala. Evo, zdaj pa lahko začneš ti naprej. Ja, nič, Giro se je začel, kar je meni tako, kar me je najbolj presenetil, sta dve stvari. Prvo to, da od Red Bulla res se zelo lepo vozijo in je tudi v šprintu tako, zadnji kilometer pa je Rogla tam spredi, ene parkrat sem se prav ustrašil. Da v šprintu. Ne, ker zgleda tako, na hiter mi deluje kao una žogca v pinball mašinu. Ja, da ga bojo kar nekam. Ja, da ga bojo in sam molam ne pas. Ker smo tako navajeni na to, meni se zdi. Drugače najbrž vse pod kontrolo, ampak tako, jaz sem samo v glavi, ne pas. In je, ja, mislim, zelo lepo ga čuvajo in sem ful presenečen, ker tako lepo, ker ga zdaj mislim, da ga prvizmi niso nikoli in tudi lani pri Bori ni bilo nikoli tako. Tako da ja, sem orang pozitivno presenečen. To je ta prva stvar, ta druga stvar je pa kako Trek dela tako enotno sabo, ja. In sem tudi pač se vidi, da jim, ja, po moje, da bo to saj na začeten, na teh prvih par dni v Albaniji mi deluje, da bo to derka Treka pa Red Bulla. Jaz mislim, kar Rogla kaže, oziroma je pokazal do zdaj, že pa pol še v Kataluniji, jaz upam, da se ne motim, no, in da bo pač, da tako, da bo suvereno zmagal, ker že dolg časa, ne, ker že par komentarjev je že dal na, da se dobro počuti, da ni bolan, a veš, ka Zelani je, jaz vem, da je bil kar... In da tudi vidi, kako so drugi pripravljeni in da je zadovoljen ful sami sabo. Ampak ja, jaz
Sej sami vemo, da to je še dolga dirka, da se je šele začela, tako da jaz še vseeno mislim, da se bo kle vmešal tudi še UAE v te zmage. Zdaj kle za šprinte definitivno je kar v ospredju Pedersen, kar je bilo tudi mogoče za pričakovati, glede na zasedbo. Van Aert je očitno zelo podrtno, bi lahko temu rekla, bolj se mi zdi, bolj psihično kot pa fizično, no, ker se mu tudi pol vid po šprintih je zelo nezadovoljen. No. Mislim, Van Aert je bil bolan zdajle, mi ni mogel trenirati. Tako da pač... Ja, se malo nesreča pač, ne. To je pač to, kar je... Moram pa reči, da itak, kar se tiče Bore, pa tega, da čuvajo Primoža, sej, mislim, valjda se moraš še enkrat nekaj naučiti, pa učiti se moraš iz svojih napak, pač stvari morajo iti naprej, ne moraš ponavljati, če nekaj ne štima, ali da moraš nekaj spremeniti, ne. In zdaj zgleda, da pač to tudi Bora je tudi dojela, mogoče je tudi Primož, ki je k temu pripomogel. Je pa res, da ga ful čuvajo, res so okoli njega, vice tudi, da komunicirajo med sabo in mogoče je vse skupaj zelo podoben enemu sistemu, ki ga ima UAE, kadar Roglič, recimo, pa kadar je Pogačar na dirki. Tako da mislim, da to so itak recepti, ki se bodo slej ka prej mogli polotati vse ekipe, da je ogromno enega sodelovanja, pa da je na koncu treba pač tistega favorita, če ga imaš, ne, že favorita, da ga je res treba na njega paziti, ne, pa da se neke posebej lastne ambicije posameznikov začnejo izstopati pol ven. Ja, pa tudi mi tak smo dubali že prvo žrtev, že na prvi etapi, kaj Landa tam ležu, mislim, da Ben ni hotel glih prav dolg časa gledati v njih posnetkov, kaj se je videl, da je bil škoda, da je on. Bogi. Mislim, škoda, da je sploh kdorkoli, no, da pride do take poškodbe. Zdaj so pač te poškodbe znane, poškodba je zelo resna. Piše se tudi o tem, da mu lahko to zaključi kariero, ker bo mogel ležati ne vem koliko časa utrt, ima zelo zlom, se pravi prsnega vretenca, hvala Bogu ni, da bi ustal hrom ali pa kaj takega, kar se je tudi že pisalo temu, ampak bo pa verjetno to dolgotrajno okrevanje in verjetno ga letošnjo sezono namo več videli. Žal mene je škoda, ker je bil to eden od, ki je definitivno tudi veljal lahko za favorita v generalni zmagi, ki bi mu prvo šla, vsaj da bi bil med prvimi tremi, ker se že vso kariero res skozi trud in stopničke. Meni je on simpatičen, moram tako, kot kolesar, oziroma kot, vsak se eno svoje ustvarja neko mnenje, ne, tako, kam recimo Van Aert ni, tako mi on pač recimo mogoče malo bolj je, oziroma res skozi nekam leze na tista četrta mesta, res nehvaležna in škoda, da se je tako končal ta Giro za njega in to že kar v prvi etapi. No. Ja, pa tukaj je še Oran Godard za Remkota na Turu, ne? Ker on bi bil ta glavan, ki bi bil na koncu z njemu, zdaj Remko ga nima in Sudal pa tudi nima toliko močne ekipe, da bi, ne vem, da imajo polhan enih pomagačev, tako kot jih ima UAE, recimo. Ja, to bo kar slaba za... Čakaj, zdaj pa en gospod. Dan? Hi, hello. Hi. Hi. I need a disc brake cleaner. Do you have? No. No. You can check with in the cafe place here. Okay. They have a service, so maybe they have it. Aha, okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Bye. Samo ne vem, kako se bo Mersat zmenil. Vse bo že znajdu, vse ima dobrilo, mu bo prevajal. Ja. Ok, ja, tako da nič. Kar se Gira tiče, si ti še kaj tazga ujela, da ti je bilo zanimiv? Ja, v bistvu moram povedati, da sem vse lahko, da je pač tako vse skupaj slabo prikazan, ampak ful sem razočarana nad samo Albanijo, ful sem pričakovala več od narave, od okolja, da bo Eurosport najdel vse tiste kotičke, lukance, kjer se lahko da kaj res lepega prikazati. Vse mogoče je komu bilo všeč, jaz ne rečem, da je videl res neki posebnosti, lahko tudi, da je do Albanije bil, pa je res videl lep del Albanije. To, kar smo mi videli, smo lahko videli to, o čemur se pač ves čas že govori, slabe ceste, pač narava neki glih
Ja, v redu, narava kot narava, ni pa glih vrhunc neke narave. Tudi iz Klanska so šli včeraj na njega, je bil prav tako za pogledati, res pač grozen tam neki v gozdu, nič posebnega. Jaz sem pričakovala več, pa mogoče je to tudi zato, sem bolj si predstavljala, da bo malo bolj eksotično vse skupaj prikazan, tudi štartali so ob morju recimo in tako bi človek rekel, da je pol kaj drugače, ampak to je ena stvari, ki sem mogla reči kot meni osebno, ne, da mi ni bilo mogoče. Tako da ja, ostali so več, tisti, ki so bili v Albaniji, so jo kar malo hvalili, tisti, ki so pa zdaj v Albaniji, imam prijateljico, ki je dol na štartu, Kristina, je šla, ja, prav 3 dni je že dol, spremla, gleda, tudi slikala se je s Primožem in je tudi sama napisala zelo pod prvo objavo, kjer se je z njemu slikala, sem ga opozorila na luknje na cestah, da mora biti pozoren, ne. In pa je, da je res tako, je tudi rekla ona, da imaš tako mogoče 20 metrov brez lukne, pa je pa takoj kaj in je ful treba biti pozoren, tako da mogoče še, hvala Bogu, da je bilo še toliko malo pacov, kakor jih je bilo, sam verjetno so bili tudi kolesarji na vse to upozorjeni, tako da Ja. Mislim, je pa je ful pocen dol, 2 kavi plus voda v stekleničena €1,80, tako da. Ja, za 100, na pol, kad bi šel na Tajsko. Tako da to lahko, mogoče pač sej pravim. Je pa res, da vsaka stvar je odvisna, kako jo doživiš, ne. Če ti nekaj doživiš, da je ful ti lepo, pa si z nekom, ki ti je lepo, pol je vse okoli lahko lepo, ne. Ja. Mislim, vprašanje, kaj greš dol početi, ne. Zdaj za kolo, to, kar sem jaz spremljal, ker moram priznati, da teh 3 zadnjih sem bolj spremljal sam zadnjih 30-40 kilometrov, tam, ko sem videl, da se je pač dogajal, kronometer sem gledal, koliko 30 sekund, ko je Rogla prišel v cilj. No, ampak kronometer si pač videl cel, ne glede na to, koga si gledal. Ne, ker nisem, sem sam takrat, ko si ti gledal. Ja, no, pač mi smo kar gledali, ja, no. Mislim, mi smo kar gledali, imeli pržgan ves čas, tako da moram reči, da... Ja, mislim, nisem nič tazga presenetljivega tako. Pač, ko sem jaz gledal po trasah, ne, sem rekel, ok, ne bom zdaj gledal kle od začetka do konca 4 ure, tudi nisem imel cajta. No, ampak tudi verjetno nisi poraj tukaj prav krasno lepega, da bi rekel, wow, koliko mi je bilo pa nekaj lepo. Ne, to, kar je bilo zdaj, je pa res, da tudi ni pa nič tako, da bi rekel, da pa je pa pač zdaj pa se ne rečem, da je grdo, samo nič posebenega, sem pričakovala, da bo več. Nažalost je tako, da tudi za Slovenijo, ne, kaj derka po Sloveniji, tudi ni, če gledaš v naše ceste, kako so spalani, tudi če gledaš par etap. Ampak mogoče kar najdejo, veš, nekaj lepega, zdaj mogoče so kaj naša Slovenija, ampak zdaj ne vem, kako doji režiserji so, a so to lokalci, ali so, verjetno ima Eurošport svoje, ne vem, kako najdejo, ne. Ampak vsem pokaže en lep del, če se že peljajo po trasi, pa ne vem, vsaj tako, da naredijo, no, klej je bilo pa vse komaj pusto, no. Ja, ne bom to je ena stvar, komentiral ki sem se jo pač tudi zabeležila, no, od vsega tega skupaj, tako da ja. Malo je bilo zanimivo, da je bil Roglič že po drugi etapi tam v roza, kjer smo vsi odštevali tiste sekunde, a bo ali ne bo v roza, ne. Pa je dober. Videl se mu je, da ni glih najbolj skakal do stropa, ni bil pa tudi čist jezen, no, ker je vedel, da bo že naslednji dan verjetno vse skupaj spet drugačne. Ja, sej zdajle, jaz sem poslušal tudi podcast od Brunela in je zelo zanimiv take je dal, da sta se zgleda Bora pa Trek, da so se malo dogovorili, ne, da bojo drugim pomagali. In če je to res, je Bora dubla po moje najboljšega zaveznika na tem Giru, če gledamo iz strani ekip, ne. Tako da jaz upam, da je do neke mere, da je to res, koliko jim dejansko lahko pomaga, polka bo šlo na nož najbrž zelo malo, ampak za ta prvih 14 dni pa upam, da je do neke mere, da je to resno. Se pa zdaj itak selijo v Italijo in danes je pauza, jutri pa mislim, da je ravninska, ne. Ja, ne vem, da nisem pogledala še zdaj, kaj jaz ponovatem si pogledam, se sem nekaj za 2-3 dni vnaprej, pa bomo pogledali jutri točno, kaj se bo dogajalo te prve 3-4 dni v Italiji. Drugač pa ja, no, včeraj so bile tudi koze na cesti, ne, si jih videl. Ja, no, tako da to je bilo. Dobro, samo to se lahko zgodi kjerkola, ne, pač v končni fazi. Pa se je tudi šel tudi že čez cesto. Ja, sej pravim, to težko je preprečati glih, eno je, če so ljudje, ne, ti bi rečeš, da so naumni, ne, če je pa žival pa...
je pa mogoče malo pa težje. žal ne moreš kaj preveč pomagati. No, če zdaj grejo v Italijo, tako da naslednji teden komentirava dalje. Kar sem jaz zasledil, tisti, ki ste gledali zadnji vlog, ste že videli, Campagnolina nova grupa, je v Cofidis zdaj voz in je kar nekaj novih podatkov je že vam prišlo, se pravi, da bo 13 danes je bila sredna. pa cela prikazana, sem še jaz pogledala. Ja. Pa 13 spet ima ta srednja. knof nazaj. ne. Ja. Knof je nazaj na ta thumb na palcu, da se predstavlja. Pol je pa shujšan spreden menjalnik, ki še vedno zgleda ful ogromen, pač moram priznati, da definitivno ni najlepši. Zadnji menjalnik mi je pa lepši od prejšnjega, se pa vidi, da so ga malo sherali. Tako da me kar zanima, ko bo cena prišla ven, moja bo cena spet 5 jurjev za grupo. Ma ne vem, in meni pač tukaj Campagnolo malo deluje, da ne vejo čisto točen, kaj bi sploh radi naredili, ker glede na to, da je v bistvu zelo hiter spet nova od zunaj, ne vem zakaj tudi ne razumem, zakaj samo super rekord delajo, pač wireless in pa elektronski, vse ostalo ostaja mehansko. Dejansko se vidi, da gre za eno petično, da to prerašča v petično in butično znamko, da Campagnolo samo še dejansko bo za natop kolesa, ostalih verjetno ne verjamem, da bo kdo od njih vzel rekord mehanski, če lahko dobi tam le elektronsko 105, a ne. Tako da mislim, da kle se pač res verjetno v ozadju neke druge ambicije in Campagnolo, tako kot sem že rekel, najverjetneje so tudi kle lastniki, so verjetno neke variante, da to dejansko gre v neko butično zadevo. Ne moreš pa ti od tega, samo od tega pričakovati, da samo od tega živel. Moraš še kaj biti. Ne, mislim, nekje se po moje, prihaja oni druge. delajo kar dost obročev, ne? Tako da tam so še zmer, če gledaš življenjsko dobo obročev, je kampa, pa verige, tako, so določene stvari, ki jih delajo zelo dobro. Sam spet to voz tisti, ki ima Campagnolo. Ja. Sam hočem pa reči, da predvidevam, da ker jim je tržni delež toliko padel, je tudi inženirjev pač toliko manj in grejo, da zadovoljijo določene kupce in predvidevam, ko bo ta grupa ven prišla. Jaz mislim, da so to zdaj pobirali informacije od določenih ekip, ki so vozile itd. In so se odločili, noč gremo mi nazaj. Zdaj je tudi kakšen patent bil, pa se kaj tam še kregajo, to nisem zasledil, veš, kaj sta dve tipke, ne? Pa da Shimano kaj skočil vmesej, pa veš, in so lahko ugotovili, da je tam tudi kakšna težava. Ne vem, ampak tako pač na glas razmišljam. Tako da se zna zgoditi klepavha na enih stvari. Mi je pa pač meni tako, na prvo žogo mi je všeč, skrbi me sam, da je ročka šla na to zožano verzijo, tako kot ima Shimano, ki je vsaj jaz osebno mi ni všeč toliko zadržati, kakor mi je sram pa ta star kampa. Tako da, ko bom videl, kako to zgleda v živo, pa bom upam, da lahko kaj več rekel. Tako da ja. Ampak mi je pa tako, meni osebno, če bi zdaj le imel za zbirati, sploh ne bi razmišljal, bi bila to grupa. Mene bolj zanima tudi ta 13 reden, kako bo to vse skupaj delovalo, pa kako bo vse to skupaj funkcioniralo, ker Mersat tako spravi, da že 12 rednimi je težko za nastaviti vse skupaj, da deluje, da med okvirjem in že kar dost, že na tesno bilo vse skupaj in zelo tenki, stanjšani zobniki, tako da to me tudi zanima, no? Kako bo to zdaj na 13 redni, kako bo to vse skupaj delovalo, izgledalo, kakšne bodo obrabe. Mislim, kar se kampe tiče, je od vseh treh grup je definitivno bila življenjska doba najdaljša. Se pravi, če gledaš sama veriga, pri kampi je vedno najdlje zdržala. Tako da v primerjavi s kakšnim Shimanom je bilo to tudi še enkrat toliko. Tako da iz tega vidika mene to pri kampi me ne skrbi, me bi prej skrbel zdaj pri ta novem Modura Aceu, če v 13 reden res tudi, kako bojo tam naredili, pa čist wireless, ne? No, to je zdaj to, ta kampa, ne, dolg časa življenjska doba, to ti spet lahko povedal Mersat, kot človek, ki servisira kolesa je tako, ne. Ma neverjetno dolgo dobo ketne, ne, ko pa ketna enkrat zamenjaš, moraš zamenjati pa tudi zobnike, če nisi zamenil ta prav čas. To je čisto odvisno, kdaj so ketna zamenjali. Zato pa je bila doba, ni doba, deluje dolga, treba jo je pa glih tako prej zamenjati. Problem pri kampi je to, da ljudje prepozno zamenjujejo ponavadi, ker mislijo, da je ketna v redu. To je povsod problem.
Ja, ni zaradi tega, ker ponovadi jo prej opaziš obrabo in jo prej zamenjaš, preden pride, tukaj pa glih kontra. Jaz ti iz izkušenj lahko povem, ker sem že vozil kar nekaj. Jaz tudi iz izkušenj lahko povem, da sem imela ta problem, da je delovala ketna vse ok, pa je treba pa vse zamenjati, strošek je pa polkrat dva. Ne? Jaz imam pa podatke od Marsi. Pa se to so, vse imamo pač te primere iste. Mislim, jaz vem, da kaketno menaš, če jo menaš ta prav trenutek, rečemo pri Shimanu jo menaš od 3 do 5 tisoč kilometrov, medtem ka pri Kampi jo menaš od 5 do 7, 8 tisoč kilometrov. Dobro, tukaj mislim, da so te kilometri zelo nerealna stvar, da mora eden mogoče menati že veliko prej glih zato, ker odvisno kako prestavlja, kako šalta, kolikrat bolj je to, ker obraba se dela s prestavljanjem, ne pa z vožnjo. To se je tudi že malo spremenilo. Kriviš ketne in moraš to prej delati, enik z občutkom kolesarja. Sigurno, vse to jaz, se zato imamo pa vedno, kakam greva za mene rezervno ketno, rezervne ploščice, rezervne diske, vse imamo sabo in lej, pač, sigurno eni prej. Ženskami morate vedeti, da moraš vse imeti duplo zraven, zato ker pač določene ženske nimajo občutka. Sploh, če se še kakšna druga ženska pol najde na turi, ka pol to grejo k juniori. To sam poka, to sam... Ja, tudi kakšen moški bi se najdel, ker ne znajo šaltati na tako, da... Mislim, ne gre se, da ne znaš šaltati, ampak gre se za en občutek mogoče, Grejo pokomentirati še žensko Vuelto, to si ti kaj gledala? Ja, sem gledala. No pa ti pokomentiri. Jaz sem gledala, spremljala, mislim, pač mene Demi Vollering je tako všeč kot kolesarka, ker je bolj, kako sem že večkrat povedala, dosti stranska in sem pač navijala za njo. Tudi zato, ker je rabila mogoče malo to zmago, tudi psihološko in tako, ker zdaj letos ni glih neki ne vem koliko zmagovala. Tudi na teh klasikah je kar bila na vseh, pa ji ni ratal niti nekaj je bila med prvimi tremi, ampak tako da je bilo mi všeč. Vse skupaj Marianne Vos je itak fenomenalna ženska, je stara 38 let in od šprinta, tudi Svan Bregnova je zdaj od šprintala recimo, zeleno majico je imela na koncu, se pravi šprinterja. Demi Vollering je na 2 etapah, ki sta bile res take edine gorske, kjer je bil tudi na težek gorski cilj, jih je fajn vse premagala, je dominirala, za Rito je bila skozi Rousseau, tale iz Movistarja, ampak je vseeno na svoje pač dala vse od sebe in je zmagala, tako res suvereno zmagala to Vuelto. Tako da sej nekaj velik prav za pokomentirati ni, pač to je to, kar je bilo, te šprinti so bili po pričakovanjih. Na šprintih je dominirala Marianne Vos, na klance pa Demi Vollering, tako da to je bilo vse skupaj nekako za pričakovati. Okay. Ta vikend smo imeli velo izlet. Ja. Moram reči, da toliko lahko, ko sem zdaj naredil 100 kilometrov, pa kaj družba, ko gremo tako v skupine po 10 smo šli zdaj, ko nas je bilo koliko 30. Čez 30 nas je bilo, ja. In je bilo prav lušten kolesart, tudi avti so šli, mislim, da zdaj so šli kar lepo mim, smo res naredili. Tako da je bilo ful lušteno. Ful je bilo dobro, smo bili 3 skupine in dejansko smo se nekje nadaleč videli, ampak smo pa bili vsak zase po dobrih 10 in mislim, da nismo nobenega uvirali, nobenega motali. Tako da mene je bilo tudi, jaz sem bila tudi po celem dnevu, res smo naredili 100 km skoraj, tudi kar nekaj višincev, smo naredili. In tudi nisem bila nič zmatrana, tako fizično, in je bilo res lušten. Tako da se to kar... Vse skupno se kar dobro razvija. Tudi tam v Žireh smo šli lepo na kavico, malo se nas ustrašijo. Ja, malo se nas ustrašijo, ker nas toliko veliko pride, ampak pol to hitro poštimamo, uredimo. Je laufo not pa ven, ampak na koncu vsa čast smo, tako da v Žirehu ambasadi poskrbijo za kolesarje, tudi če vas veliko število pride, vas bojo postregali 1, 2, 3, ker je res... točno tako, ker rekom že, gospod je fajn Švicu. Ja. Besedno je laufo not pa ven, ampak je bilo fajn. Imeli so še dobrodelno kolesarjenje, je bilo na Suhi Dol. V Gorenji vasi na Suhi Dol. Ja, to ima ta kolesarsko društvo Belaun se to drugače organizira, mislim, da že kar nekaj časa.
Žal mi nismo imeli časa glih se tam ustavljati, ker smo imeli pač tudi, jasno, zdaj tam 35 ljudi, pa vsak ima svoje, naprej je treba jeti. Tudi hoteli smo gledati kronometer, potem Primoža, ne, tako da smo malo hiteli, ampak ja, imajo kar dobrodelno kolesarjenje, 12-urno kolesarje iz Gorenje vasi na Suhi dol, gor pa dol, tako da je tudi ena zanimiva stvar. Ja, pa velikih je bilo. Velikih je bilo, mogoče bi, se pravi, enkrat bi bilo to tudi zajet tako, da se organiziramo, pa gremo, sam jaz sem tu mečkam pol, tudi malo se še nam ni glih poklopilo, no, se pravi. Tako da... Noč, naslednjem velo izlet, kdaj je? Ja, zdaj imamo pa ta vikend, ne, ste pa vsi lepo vabljeni, imamo pa z Aurumom, test koles Aurum in pa prišel se bo z nami pelat Jani Brajkovič. Ja, tako da, če bi kdo rad, naredili bomo eno lepo traso z enim klančkom, no, zdaj še ne točen kjerga, ampak kakšen tak, da ni prav zelo težek, pa da ni glih čisto, da ne bi bile glih pance, no. Malo mi je Šentjošt všeč, najbolj mogoče od vseh teh klancov, kjer bi se lahko preizkusili. Zakaj pa ne na Rakitno, pa pol bloke pa nazaj? Zdaj predvidevam, da bo kar nekaj ljudi prišlo na ta velo izlet in je ta trasa dosti težka, kar vzame nekaj, no tudi potem je spet že Rakitna nam zelo veliko časa vzame, če pridejo različno, to smo že videli na zadnje, a ne. Potem pa spet iz blokov, tam je zelo razgiban teren, pa pol je treba se čez cel Kurenšček prijeti nazaj, oziroma tudi če se odločimo čez Torjak, je pa glavna cesta, kar se ne bi. Tako da mogoče Rakitna malo predolga, zato ker sem si je zamislila, da bi se z Janijem Brajkovičem malo pomerali, tisti, ki si to želijo, ki se počutijo dobre, močne, imamo kar nekaj fantov na naši rundi, pa bi bilo tudi meni zanimivo to videti, da se primerjamo, da vidimo, koliko se lahko te naši fantje, ki so res eni, res pelajo vrhunsko, koliko se lahko to primerjajo s takim enim bivšim profesionalcem. A pa Jani že kaj potrdil? Že ve, bo zakaj mogo, se gre? njemu nič ne ostane drugega, da se bo pelil. Mislim, da to njemu ne bo nekaj hudega, ampak bi bilo pa zanimivo. No. Tako da traso moram še narediti zdaj v 2 dneh, no, da točno vidim, kako bi se pelali. Bo klasičen, v bistvu vse skupaj delovali kot velo izlet, koliko smo navajeni, vsega skupaj bo varianta mogoče celo nekje, da se odvije, pa da se malo skrajša, če bo kakšen težko, recimo predolgo. In to je to, pa se dobimo kle, možnost bo testirati Aurum kolesa, kle nadaljujemo. Ura, mislim, da smo že postavljali uro, ampak verjetno kar v 10:30, tako da smo do zdaj že navajeni. Nekako ta v 10:30 zbor pred lokalom, pol preden štartamo se malo. Kako bojo pa testirali? To pa ne vem, to ima pa čez Aurum, kjer so tudi oni zelo zadolženi, kolesa bodo tukaj, on kaj pobira na svoji strani prijave, ali bodo prijave, bo šklev enostavno dobo kolo, to pa čisto točno ne vem. Okay. Ma pa to, mi smo dali možnost, pač da se v sklopu našega velo izleta to naredi. Več informacij imajo pa na Aurum Slovenija, tako da tam se lahko še kaj več pozanimate pa povprašate. Dobar. Če kdo hotel testirati, jaz imam sam še enega niša smol, tako da ga dam tudi lahko zatestirati okrog 170 do 175 cm, pa imam še testne obroče Wake od Princetona, tako da če se kdo najde, sami morate do petka sporočiti zaradi tega, ker imam zdaj že 2 v vrsti, ki bi rada Wake sprobala, tako da ja, to je to. Zdaj imam pa eno vprašanje zate. A še tole slovensko teren, slovensko dogajanje, ali bova to pol? Kaj se kaj pri nas dogaja? Kaj se ne mora samo v Džiru govoriti, pa v Elki pa ne čemu. Od Robija No, to bo me zdaj bi rada povedala vso zadevo, ravno to. Ta vikend se odvija velika nagrada Idrije, kjer sodelujejo mlajše kategorije. To so v glavnem, mislim, da so dečki ABC, ne, ima tudi mlajši mladinci, ampak vem, da starejši sigurno ne, no. In je pač naš Jaka Malovrh, ki se že pridno z 12 leti vozi na naši rundi in moram reči, da sicer nisem še to sezono poskušala se z njemu držati na pance, ampak mislim, da ga jaz več ne držim na pance. Ko imaš rekord? Jaz imam 9,45 nekaj tasga. Mislim, da ga ne, no. Tako da tam malo leti, ka strela.
Je mogoče, zdaj jaz se ne spoznam na vse skupaj, ampak že nekaj časa spremljam te mlajše fante. Zadnjih 10 let smo imeli v skupinah kar nekaj tudi fantov, ki trenirajo, ampak z 12 leti me še nobeden ni prehitil, tudi ker sem se najslabše povozila. No? Tako da je Jaka mogoče celo eden bolj perspektivnih, bi lahko rekla, to verjetno bolj vejo trenerji. Ima tudi dobro podporo staršev, tudi njegov oče je bivši profesionalen športnik, tako da mislim, da ve, zakaj se gre in imajo vsi skupaj zelo glavo na pravem mestu. Zadeva je pač ta velika nagrada igre zasnovana v 3 etapah, kar je že zelo zanimiv pri teh starosti, da to je kar naporen. Tudi Bugo je povedal, da so tam fantje zelo utrujeni, da je kar nekaj mlajših, ki celo ležijo po tleh, bruhajo in tako da res to zdržati, mislim, je kar ne. Prvi dan so imeli en vzpon, kjer je bil Jaka prvi, naslednji dan so imeli kronometer, kjer je bil Jaka tretji, to je bilo zelo majhne razlike med vsemi in pa zadnji dan je imel kljub padcu je bil drugi in tako da je bil na koncu skupni razvrstitvi drugi in pa imel je pikčasto majico, se pravi najboljšega hribolazca. Tako da Jaka čestitamo in ti sam tako naprej, oči pa čuvi ga. Je še kaj od slovenske scene? Nekaj sem opazila, da tudi Faktor, dirkajo s telim Brazilcem, mislim, da so kar dobri. Na Poljskem so imeli eno dirko, kjer je bil na podiumu, ampak to je to. Začel se je danes ta Pogi challenge, se lahko prijave odprte, zdaj ne vem vprašanje, če sploh še kaj frej, ker to mislim, da je mogel kar zelo hitro te prijave jeti, ker sem pa videla, da so tudi mednarodna povabila, tako da najverjetneje je ta zadeva že kar pobokirana. Lahko si pogledate, upišite Pogi challenge v Google, pa vas bo ali vzpon na Krvavca. Ne, Pogi challenge, mislim, da je Pogi challenge. Ali ne, z klanca na klanc. Z klanca na klanc. Ja, tako da to je to. Okay, ja, meni je še povedal, ker me je zanimalo, kako bo šel na vzpon na Celjsko kočo, pa je bil pol odpovedan vzpon. Tako da to nimam pojma zakaj. Tako da to je to, kar vem od slovenske scene. Ja, pa še eno stvar imamo. Še na Šentjošt je bil vzpon včeraj, je pa Boštjan na zmagu. Ja? Habič. Ja, sicer on to skriva in zdaj vmesto znalaš povedala na glas. Zmagu je Boštjan Habič vzpon na Jošta, tako da Boštjan drugič povej, pa bomo šli navijati zate, ker mi ne moramo iti navijati, če ne vemo, da si tam. Se pele se letos. Ja, sej, jaz bi z veseljem šla, ker bi tudi včeraj imela mogoče čas in bi pač šla z veseljem ga podpreti in pogledati, tudi redno bi se malo nas organizirali, pa bi ga šli, ampak žal niti nisem vedela, da je bil tam. Ja. Zdaj me pa zanima nekaj, ker jaz sem dal tisti, ki ste gledali zadnji vlog, testiram oziroma sem si kupil nove obroče, gor sem dal Vittorio. Ti si prej vozila Vittorio, zdaj si pa na Continentalu 5000-kah. Mogoče najprej ti poveš največjo razliko med enimi pa med drugimi, pa bom pa še jaz šel čez. Ker mislim, da par plaščih, da je karun kemp. Ja, ali skozi 100, ali skozi 100 malih je pa tistih. Midva zelo sva, kadar pride kaj novega ven, sva zelo odprta in vedno sprobava in nama ni pač težko zamenjati te plašče. Zdaj mi, da imamo te Continental 5000, ki so pač močnejša varianta, so tudi večkrat težje. Ja, pa še nekaj zraven. Je TRS. TRS, no okej. V glavnem, tak je Pogačar vozil na Strade Bianche. In moram reči, da kaj mi je razlika? Razlika je meni predvsem v tem, da enostavno mi je guma veliko bolj fiksirana ob tlal, kako bi temu rekla, veliko boljši občutek imam pri samih ovinkih, pri spustih. Zdaj se tukaj pozna tudi to, da mi očitno vsem spet ta sproščenost prišla, da se lažje spuščam letos. Upam, da se mi ne bo več ponovil, tako kot sem imela to blokado nekaj let. Enostavno se na teh gumah počutim zelo varno. Moram reči, da na Vittoriji so bile hitre, feltne, ampak je dostkrat so bile hitre gume, ampak nisem imela toliko dobrega občutka na ovinku. Recimo pri Pirelliju je bil pa ta občutek sploh grozen, tako da tam je zelo tudi zanašali pa spodrsavali, kar mislim, da jih je večina pol zelo hitro zamenjala. Ni pa nobena
prav zelo slab, ampak meni so enostavno tele zdaj ta moment in tudi trenutno imam 28 gor, ne vem, da je rekel Mersa, da jih minava pred ali po Franciji, ne vem kako že, v glavnem grem pa na 30. Okay. Ja, mislim, jaz zdaj sem šel iz 30-ke 5000-ke, nimam TR, ker pač nimam tublesa in mi je brez veze. Zdaj sem šel pa na Vittorio NXT, pa sem dal 28-ke gor in meni tako največja razlika med Conti pa Vittorio je, da pač jaz se na Vittoriji najbolj počutim, kar se tiče oprijema in tam, ko si na meji, že da boš mal lahko ruknil, se mi zdi, da te Vittoria upozori na to, da si na meji, pri Contiju je bilo pa samo uno, ko greš čez mejo, sam zdrsne in je pač fertik. Tak imam jaz občutek. Ja, ne smo pa glih pa kontra. In pa še zdi se mi, da je vožnja dosti bolj udobna. Res je, da so bile te Conti 5000, ko sem jih imel gor, ne vem koliko je bilo že kilometrov narejenih, pa so bile 30-ke, pa zdaj, ko imam 28-ke, ko sem se dvakrat zapeljal, je vožnja meni pač tako dosti bolj udobna, kakor mi je bila z unimi, s tem, da te pumpam, ko so 28, ene pol bara več, kakor sem pumpal 30-ke. Tako da pač jaz, ja, pač meni so, ne grem, pač super, da sem sprobal Conti, ampak ja, hvala lepa, ne grem več in me zanima vaš mnenje, zapišite v komentarje, ker ste sprobali ene in druge, ne zaradi naju dveh, ampak bolj zato, da, ker dosti ljudi je, ki se odloča med plašči, ne vejo, kaj točno zbrati, če ste sprobali tudi kjerkoli druge, jaz drugih ne morem komentirati, ker razen Pirellija nisem prav nič vozil, tako da ja, zapišite dol v komentarje, kakšne plašče imate, koliko ste zadovoljni, predvsem pa mogoče največ zadnje čase, vem, da se voz ali Vittorio ali pa Conti, kakšni ima Pirelli, kaj drugega je pa že zelo malo. Tako da zapišite, prosim, me zanimajo vaša mnenja, vozite tuble, sklinčer, take stvari, kje vidite razliko, pač ja, to me kar orang zanima. No. Tako da ja, zaradi tega sem rekel, ker vem, da imava tukaj mi dva imava čisto kontra. Sej ni toliko spet, te plašči so ena taka stvar, jaz pravim, ali to je pa že spet kaj ti paše, ne. Mečkaj moraš sprobavati, če se voziš veliko, to lahko si prvošaš, ne. Zdaj, če res delaš malo kilometrov, je to malo vseeno, ne vem, sploh ne vem, koliko je en plašč, ampak niso prav poceni, zanj sem išla iskat, sta 45-50 no, se pravi 100 evrov, ne, dati za dva, ni spet glih čisto, da bi kar menil vsak mesec, ampak mi si to pač malo lahko igramo, tudi v končni fazi se mogoče malo moramo, zato da lahko strankam svetuješ. In ja, in to imeti tubles, ne tubles, zračnica, ne zračnica, taka drugačna, to mislim, da mora vsak malo sam sprobati. Jaz lahko vedno povem, da pač sej meni načeloma plašč, da imam tisto, kar mi da mersati gor, pa kar on reče, da ne bi bilo za naju bolj primerno, ampak jaz pač lahko povem, da se res zdaj dobro počutim na Contiju, pa večinoma časa, kar se kaj zamena mi ni. Tudi rada imam, da je noter zračnica, ta tenka je čisto super zadeva, tele lahke, tako da mislim, da to ni nič, ki se eni bojijo noter dati, ampak mislim, da ni noben problem, tudi ti jih prodajaš, tako da jih lahko branžetu dobite, so preizkušene, so v redu. Mislim, preizkušene niso, ker mi še nisi dal za preizkusiti, tako da ne vem, če so v redu, ker mi jih ni dal še za probati, ker je rekel, da mi jih bo dal, sam jih še ni, ampak okej. Ampak ba je, da so v redu. Tako da to je super zadeva, tudi za rezervo imeti v žepu. Kaj tako tukaj gledaš, tako je? No, je pa, ja, tublesa pa ne maram, ker nisem imela dobre izkušnje. Ja, jaz sem razmišljal med tublesom pa med zračencem, pa sem se pol spet za zračence odločil, pa bolj zaradi tega, ker ne vem, pri višji brzini se mi zdi, da nekako mi ni težko držati nobene skupine. Sem pa za vklanc gor, pa rabam vso pomoč. Ti pa tudi nič ne pomaga. Ja, ne, sam tam pa se mi zdi, da mi je pa tako, da hočem ne, jaz vidim sam ta tubles zaradi tega, da če bi ti res nazaj zaflikal gumo, da ne bi imel s tem meni sem imel ful dobre izkušnje. In tudi zdajle je bil klele en primer, isto so rekli, da katastrofa in pa so noter tlačali zračnico in se jim zračnica sprijela, jasno, ker je bil ti smlek noter in pa je ti šprical okoli in
Tako, za samo, jaz mislim, da za rekreacijo, za uporabo je bolj primerna, no? Zračnica, lažje je z njo pač delovati. Manj je dreka, kaj menjava, no, če je potrebna, ampak overall, ne vem, jaz sem imel tubeless 3 sezone. Ja, tisti pa naliv samo mlek, enkrat pa smo na sem koncu, vstal po na moje, cesto. toliko težko tisti obroč že zgubil. Ne, ni bilo. Ne, pa se veš pri meni, jaz nočem pretiravati. Ne, pa jaz sem bil ful zadovoljen. Je pa, to moram poudariti pri samih plaščih. Če hočete, se pravi, da so bolj trpežni, tukaj pa lahko rečem, da Conti je bolj trpežen v primerjavi z Vittorio, vsaj po mojih izkušnjah, predvsem, če se boste kdaj, kje je treba čez kakšen makadam iti, da pri Vittoriji se hitro noter zareza poznane, ker pri Contiju mislim, da je tako, kar se tega tiče, pa je bolj trpežen. Vse to je tudi eden od stvari, ki smo ja. Tako da ja, ta vikend se pravi, če kdo hoče testirati obroče, okvir, small velikosti, bo tukaj, lahko sprobate, tisti, ki hočete kakšno majico vzeti, zdaj vas je bilo čez vikend nekaj ne se smeti, ker dobite pakete, da je tako smešen zapakiran, jaz nisem delal v nobeni cvetličarni, a pa zavijal pakete, tako da jih to ne znam najbolj, je pa vse noter tako, da ne bi smel biti enkoli nič polomljen, tako da hvala vsem, ki ste dali naročila, vse je bilo poslan danes, se pravi ponedeljek. Tako da ja, to je to, se vidimo ta vikend na Ziherlovi 10. Velorunde bojo, si kaj gledala? Jo, seveda bo. In jutr je runda o 5, v četrtek je runda o 5. Jutr vi ste to gledali v torek, tako da danes je runda. Ja, na torek je runda, v četrtek je runda, tako da ja, runde bojo. Ta teden zgleda, da bo naklonjen. Se bolj sobota je zaenkrat. Ampak upajmo, da še delač, upajmo, da vrata. Ja, nič, dobro. Pa držite pasti naprej za Primoža. Mi gledamo kle vsak dan, vsaj v zaključenih kilometrih sva tudi mi dva ponovadi tukaj, vsaj en od naju, ali pa ne, če ne oba, pridajo ponovadi drugi gledati, zanimiv je. Poslušati, če že drugega ne naše komentarje, mogoče se ste nasmejali, ali boste pa še vi kakšnega pametnega dali. Ja, predvsem tisti, ki še nimate dosti žene doma, da vam naklada, pridite sem, ko bo Petra Zih kaj dobro naložila. Ali pa unika nimate žene. Ali pa unika nimate žene. Tako da nič, do naslednjega tedna, uživite na kolesu, pa se vidimo na Ziherlovi. Čau. Čau.